Pozdravljeni. Današnji dogodek je namenjen predstavitvi knjige, ki prinaša ključne informacije za razumevanje dejavnikov nastajanja Alzheimerjeve bolezni in za njeno obvladovanje. Knjigo je v slovenskem prevodu izdala založba Domus Leticia v lanskem oktobru, da pač predstavimo dognanja nevroznanstvenika Bredesna, ameriškega nevroznanstvenika, tudi v slovenskem jeziku. Pa bi kar predala besedo dr. Iztoku Ostanu, na katerega predavanje smo pravzaprav slišali o tej knjigi in nas je spodbudila, da jo damo v slovenski jezik. Ga prosila, da predstavi vsebino te knjige. Pozdravljeni tudi v mojem imenu. Dovolite, da uvodoma podam nekaj osnovnih podatkov o Alzheimerjevi bolezni. Torej je najpogostejša oblika demence, ki jo je odkril dr. Alois Alzheimer leta 1906. Kaj počne ta bolezen? Povzroči propadanje hipokampusa, centra v možganih, in posledica je izguba kratkoročnega spomina in orientacije. No, to je tipično, da pri Alzheimerjevi bolezni se spomnimo lahko še, kaj je bilo v mladosti, ampak kje imamo ključe, včasih tudi ne veš, kje so vrata več v spalnico, torej kaj se je zgodilo včeraj, tega pa ne. No, in kaj se tukaj dogaja? Imamo nevrone, seveda v živcih in možganih. Nevroni so celice, ki izgledajo kot neko drevo, imajo dendride, imajo akson kot glavno to deblo in tukaj je pač jedro, in to je zdrav nevron, ki ima veliko teh vejic. Ko začne propadati, je teh vejic vedno manj in nastanejo pri Alzheimerjevi bolezni tudi v okolju posebne beljakovine, ki se imenuje amiloidi beta. Čim bolj napreduje bolezen, tem več je teh amiloidov in tem manj je živca, ki na koncu propade. Torej nastane nevronova smrt. In to se kaže na možganih. Če so to slika zdravih možganov, je potem, ko je razvita bolezen, pravzaprav ni samo propadanje hipokampusa, ampak vidimo, da je tudi v možganih zakrnelost celotnih možganov in veliko je teh lukenj, teh tako imenovanih ventriklov, kjer je tekočina. Skratka, ni možganov in potem propadajo vse funkcije, ne samo orientacija. No, kako je zdaj konvencionalno zdravljenje? Šlo je po hipotezi, ki jo je leta 1984 postavil George Glenner, zdravnik. Torej, njegova hipoteza je bila, da nastane bolezen zaradi, bi rekel, škodljivega vpliva teh beljakovin, teh amiloidov beta, in tako je celotna pravzaprav farmacija se usmerila in medicinska znanost v to, da je iskala snovi, ki bi uničile, ki bi odpravile te škodljive beljakovine. In dejansko so jih našli. Več kot 300 poskusov je pokazalo, da se da to odpraviti oziroma bistveno zmanjšati, ampak težava je v tem, da je to bilo neučinkovito, kajti v kratkem času se je bolezen nadaljevala oziroma ponovila. Skratka, danes velja v medicini Alzheimerjeva bolezen za neozdravljivo bolezen. Tu imamo potem ta zdravila, ki pomagajo, da se nekoliko zaustavi, ampak gre ta bolezen vedno bolj naprej. In v bistvu je tako, da danes, to je zdaj kar grozljiv podatek, 50% ljudi starih 85 let že ima Alzheimerjevo bolezen in delež se povečuje. Tako da je danes Alzheimerjeva bolezen že tretji najbolj pogost vzrok smrti, torej za kardiovaskularnimi bolezni in pa tudi za rakom. No, in tu pride pravzaprav tudi moja osebna zgodba. Soprogo, seveda sva že v letih in razmišljaš, kaj se bo pravzaprav zgodilo, kako narediti, če zdravniki ne znajo pomagati. Sem se vprašal, kot sem se pri svojem raziskovanju raznih medicinskih težav loteval pravzaprav, kaj pravijo zdravniki. Ali obstaja kakšen znanstveni članek,
ki dokazuje, da bi vendarle bilo nekaj dobrega, čeprav medicinska znanost še ni doktrina še sprejela kot uradne metode, ampak ali obstaja kakšna taka pot. Dovolite vmes, da povem, da nisem zdravnik, ne nutricionist, pač pa ekonomist z doktoratom iz sociologije. 36 let sem učil na Univerzi v Ljubljani in sem se lotil teh, proučevanja prehrane in zdravja zaradi svojih težav. Pri 31 letih mi je zdravnik svetoval, da naj zaprosim za invalidsko upokojitev, ker sem bil kronično že bolan, takrat že več let, na jetrih in trebušni slinavki. No, seveda tega nisem storil, da bi šel v pokoj, sem pa rekel, no, znanstvenik sem, sicer na drugem področju, znam brati, dajmo pogledati, kaj zdravniki vendarle v znanstvenih člankih pravijo in našel sem pot, da sem se ozdravil, sicer šele po 23 letih, vendar zdaj sem, kar se tiče jeter in trebušne slinavke, zdrav že 20 let. No, in po tej poti sem se lotil tudi proučevanja, kot sem rekel, Alzheimerjeve bolezni, in tu je vprašanje, kaj storiti. No, in tu sem iskal po publikacijah nevrologov in prišel do metode oziroma člankov, ki jih je napisal doktor nevrolog Dale Bredesen. Objavljeni so bili kar 3 članki, v katerih je bilo opisanih, torej ne gre za znanstveno metodo, ampak opis primerov, 119 primerov, pri katerih se je trajno izboljšalo stanje bolnikov Alzheimerjeve bolezni. Poglejmo, kakšna je ta zgodba. Knjiga je potem tudi šla, takrat sem jo še v originalu dobil iz Anglije, no in potem to vse skupaj preučil, napisal članke, kot je bilo rečeno, tudi nekaj predavanj je bilo, mislim, da 2 leti nazaj je tako nekako. No in tukaj zdaj poglejmo, kaj je zdaj ta doktor Dale Bredesen. To je profesor na Univerzi UCLA, torej v Kaliforniji, in njegova posebnost je bila, da je kot vodja laboratorija za nevrologijo uvedel, to je postal od leta 1989, prvi, leta 1994, so začeli vzgajati nevrone v epruveti. To je bil poseben dosežek, kajti če imamo mi, tega niso znali prej znanstveniki, zdaj se je pa to zgodilo, če imamo mi celice v epruveti, potem lahko znanstveniki že, bi rekel, laboratorijsko preverijo, kaj škodi nevronom, kaj škodi celicam, kaj jim godi, in tako so uspeli znanstveniki odkriti 36 dejavnikov, tukaj govorimo o desetinah znanstvenih člankov, ki govorijo o teh dejavnikov, kaj pravzaprav nevronom koristi pri njihovi regeneraciji in rasti in kaj pravzaprav škodi. Torej, so odkrili zaviralce razvoja, to so nevroklastični dejavniki, in seveda tudi spodbojevalci razvoja. Doktor Bredesen pravi, da pravzaprav se v možganih dogaja to, kot se dogaja pri osteoporozi. Mi imamo pri kosteh ravno tako dejavnike, ki razgrajujejo kosti, in dejavniki, ki jih gradijo. In na tak način so potem oblikovali metodo, ki se imenuje RECODE, Reverse of Cognitive Decline. No, ta metoda je bila pravzaprav oblikovana že okrog leta 2010, ampak prvič so jo začeli uporabljati leta 2012. No, kako so jo začeli uporabljati? Prišlo je pravzaprav do ene stiske, moram reči, v katero je tudi sam dr. Bredesen zapadel. In to je se zgodilo, no, objavljeni so bili članki kasneje, torej leta 2014, 16 in 18, ampak kaj se je zgodilo? Ena posebna zgodba gospe Kristine, ki je v enem članku opisana, seveda je tudi v knjigi opisana. Poglej, preko tega primera bom nekako opisal, kaj se je dogajalo, kakšna je metoda ta RECODE. Torej, gospa Kristina, stara 67 let, živela je na vzhodu ZDA in še živi, je počasi opažala, takrat je bila še zaposlena, da pri vožnji pogosto ni našla prave poti, kje je izhod iz avtoceste proti njenemu domu. Ni vedela, kje so stikala v njeni hiši.
Ni se zapomnila imen svojih 2 ljubljenčkov, kako se imenuje eden, kako se imenuje drugi, in kar jo je najbolj prizadelo v službi, kjer je delala kot analitik, pisala poročila. Ko je prišla do konca branja strani, ni vedela, kaj je bilo na začetku, in to je bila katastrofa. Ona je morala delati zapiske že ob branju ene strani, kar je pomenilo, da so bila njena poročila tudi z napakami in jih je počasi pisala, ker je imela ogromno dela s tem. No, šla je k zdravniku, ki je videla, da ne funkcionira več prav, in je potem zdravnik ugotovil, želela je dati odpoved tudi, ker je videla, da ne funkcionira, ampak zdravnik je ugotovil, da gre Alzheimerjev bolezen. In tu se je začela pravzaprav njena tragika, kajti ona ni imela zavarovanja za to bolezen. Skratka, če bi šla v dom upokojencev, bi morala ogromno plačati, in sama je vedela, kako težka je ta bolezen, kajti njena mati je bila zaradi Alzheimerjeve bolezni, mislim, kar 2 desetletji v domu. Tudi govorimo o stroških. V Ameriki je vzdrževanje bolnika letno stane okrog 50 000 in kdor skrbi za te bolnika, da govorimo o domačih, praviloma umre prej kot sam ta bolnik. Skratka, zelo težka bolezen v vseh pogledih. No, ni imela denarja za in razmišljala o samomoru. No, in takrat se je pa zgodilo, ko je zaupala prijateljici, da enostavno ne vidi poti, službo bo izgubila, denarja ne bo, in Bog ve, kje bo končala, boljše, da konča svoje življenje. Prijateljica pa je rekla, da je nekje brala, saj veste, grejo po današnjih medijih informacije o tem in drugem dosežku, in tako je nekje slišala, da tam pa na zahodu Amerike, da je nek zdravnik, ki menda ima uspehe pri tem, da je marsikaj odkril, in to je ona pobrskala in lepo pot pod noge odletela v Los Angeles in se najavila doktorju Bredesenu. In to se je začela zdaj stiska doktorja Bredesena, kajti ta metoda, ki so jo oni oblikovali, še ni bila priznana in tudi še ni priznana. Zdaj po drugi strani imaš pa človeka pred sabo, ki je v grozni stiski, in sta se pač pogovarjala. Je povedal o svojih dejavnikih, pa ta prehrana, pa una, pa tretje, pa četrto. In nazadnje, po dolgem pogovoru, sta se odločila, da bo ona te dejavnike poskušala uveljaviti, in sta se zmenila, da bo njen zdravnik seveda to monitoring imel, pogledal, kako je bo šlo, in tako se je začela njena zgodba vračanja. Kaj je počela? Zdaj pa prihajamo pravzaprav do metode, bomo videli v okleščenem vidiku, v začetku še ni bila ta metoda v celoti postavljena. No, bistveno je bilo, da se je odpovedala vsem ogljikovim hidratom. Vsem ogljikovim hidratom, namreč 2/3 Alzheimerjevih bolnikov je sladkornih bolnikov. Sladkor, ki ga dobimo ne samo iz sladkarij, ne samo iz sladkega sadja, pač ga dobimo tudi iz vseh testenin, kruha, krompirja, skratka riža. Vsi ogljikovi hidrati povzročajo, da imamo veliko sladkorja, kar poškoduje nevrone. No, odpovedala se je, odrekla se je živilom z glutenom, ki je vir vnetij, in vsa ta nevrodegenerativna obolenja so vnetja, so oblike vnetja v raznih centrih. Vprašanje, kje pride to vnetje, pa imamo potem različne vrste teh nevrodegenerativnih bolezni. Potem shujšala je kar za 9 kg, namreč debelost je vir vnetij, torej treba je doseči indeks manj kot 25, normalno telesno težo. Namreč, če imamo indeks 25 ali več, torej dodatna teža, je tveganje kar za 59 za Alzheimerjevo bolezen, kar 59% večje. Odrekla se je procesirani hrani, uživala je več zelenjave, uživala je več rib, negojenih. Vsak dan se je postila vsaj 12 ur. Evo, tu je zdaj metoda, dieta, ki jo imenuje Bredesen 12/3, namreč, da vsaj 12 ur nič ne ješ, da se telo odpočije,
očisti in včasih tudi več, če imamo dedno nagnjene, je treba tudi 14 ur ali 16 ur je bolje in 3 ure pred spanjem je treba nehati jesti. Raziskave kažejo, če imamo enak obrok o 7:30 zvečer ali 10:30, je pri istem obroku naslednji dan, če je relativno zgodaj, normalen sladkor, če pa je isti obrok kasneje, kot sem rekel, o 10:30, pa je naslednji dan cel dan visok sladkor, kar je težava za mnogo bolezni, tudi za demenco. Zaradi stresnega dela je začela meditirati 2-krat na dan po 20 minut. Stres tudi povečuje tveganje demence. Telesno se je gibala vsaj 30 minut, 4 do 6-krat na teden, namreč gibanje povečuje rast nevronov. Če hočemo, da nastajajo novi nevroni in stari, da se popravljajo, je treba hoditi. Najmanj 30 minut na dan. Ugotovljeno je, da je 20 minut premalo, skratka tista meja, tudi mi dva soprogo imava urco doma in štejeva korake in je določena norma, ki jo je treba na dan narediti. To ni težko delo, ampak je treba vendarle paziti, da se ne zasediš. Spanje je podaljšala od 4 do 5 ur na 7 do 8 ur na dan. Tudi nevrodegeneracija in čiščenje teh beta-amiloidov poteka po noči. Skratka, je zelo pomembno, da imamo dovolj spanja in globoko spanje, zato je tudi jemala melatonin, starejši tega hormona spanja imamo premalo in dr. Bredesen priporočal 1,5 do 2 miligrama dnevno v takih primerih. Izboljšala je ustno higieno. Dr. Bredesen je ugotovil, da v centrih, kjer se dogaja demenca, torej v hipokampusu, to vnetje povzročajo bakterije, ki so pogoste v ustni votlini, v nosni votlini in tudi v sinusih. To je blizu možganov, se prebije možganska bariera in vdrejo tja, zato je ustna higiena izredno pomembna. Vsak dan je uživala vitamin B12, vsak dan je uživala omega-3, ribje olje, tudi D3 vitamin, koencim 10 in je hormone uporabljala, ki so jih svetovali že ob nastanku menopavze. Skratka, vidite tukaj kar 17 dejavnikov, njih 36, ampak veliko tega je naredila in dr. Bredesen pravi, dobro, ni treba zdaj na vse dejavnike vplivati, ampak mi moramo doseči en prak, ko je število pozitivnih dejavnikov, ki naredi regeneracijo, večje kot tistih, ki jim škodi. Ko to dosežemo, potem se proces propadanja obrne in nastajajo novi nevroni, stari se popravljajo. Po 3 mesecih se je stanje izboljšalo. Prej sem povedal, da ima objavljenih 119 primerov in prav vseh se je to zgodilo, da po 3 mesecih je stanje se izboljšalo. Torej, relativno hitro in da je to stanje trajno bilo. Ohranila je službo, po 2 letih brez simptomov še vedno delala poln delovni čas. To je bila že stara 69 let. Toliko malo govorimo o Ameriki, kako lepo in fajn je se tam na Amerika, ampak ona je potem še leta kasneje delala. Tam je pravzaprav take upokojenosti, kot jo imamo pri nas, manj. Po 5 letih se bolezen ni ponovila. To je zdaj pomembno, ker pri vseh drugih zdravilih je zadeva taka, da se bolezen ponovi in dr. Bredesen pravi, to je Alzheimer, to je kot streha, ki ima 36 lukenj. Ti lahko zaflikaš 1, lahko zaflikaš 3, ampak dež bo še vedno noter šel, skratka moraš eno temeljito stvar narediti in gre za kar radikalen spremembo načina življenja. Torej, bistvo metode RECODE je predvsem ravno sprememba načina življenja in če imamo tukaj ta seznam, kar je gospa naredila, vidimo, da centralni del njene metode je to, kar vsi zdravniki pravijo, da je treba narediti, da zdravo živimo, se gibati, tudi tukaj ni napisano piti je dovolj vode, ampak v knjigi je povedano tudi to, da smo na svežem zraku,
da spimo dovolj in tako naprej. No, ampak to ni vse, kar metoda Bredesenova pravi. To je jedro, spravim, to je bistvo metode Rekord. Ampak da pridemo do tega, kot je naredila gospa Kristina, imamo pa še predhodne korake. Prvo, dan danes greš na testiranje. In tu ima dr. Bredesen tudi v knjigi polno kazalcev, analize krvi, urina, hormonov in tako naprej, stanje težkih kovin, skratka, kup enih analiz, kar je tudi finančno zahtevno, seveda, ampak to je treba narediti na začetku. Zakaj to? Namreč, pravi dr. Bredesen, če hočemo mi ozdraveti, moramo delovati, kot delujejo vrhunski športniki. Oni potrebujejo nenormalne vrednosti, tiste, ko greš v laboratorij, pa imaš referenčne vrednosti napisane na izvidu. To so normalne vrednosti. Ampak če hočeš, da se telo regenerira, tako kot pri vrhunskem športniku, moraš imeti optimalne vrednosti. In zame je bilo to zlata vredno, da ima v svoji knjigi optimalne vrednosti. Torej ti lahko konec koncev tudi sam greš in si to daš narediti, kolikor si lahko privoščiš, in dobiš te, ali si optimalen ali ne. To imate v tej knjigi pojasnjeno. Drugo, kar je pomembno, da se ta testi naredijo na začetku, pa je tole, dr. Bredesen pravi, da Alzheimer pravzaprav so 4 vrste bolezni. Ena recimo glavni dejavnik sladkor, drugi so lahko težke kovine in tako naprej, ne bom našteval, to je zdaj medicinska zadeva, ampak prav je, da zdravnik ugotovi, kje je zdaj fokus, kaj je tisto, zaradi česar tvoj hipokampus degenerira. In potem bolj prilagodi to metodo. In v drugi fazi ne gremo še na spremembo načina življenja. Morda recimo, če je vnetje v možganih, je potrebno imeti antibiotično kuro s posebnimi antibiotiki, da uničijo te bakterije v možganih. Ali pa recimo, da se predpišejo hormoni ali pa razstrupljanje. To so lahko zahtevne stvari, ki jih težko sam napraviš, in šele potem gre za radikalno spremembo načina življenja. Torej imamo 3 take stopnje. Zdaj pa pogledamo v slovenski prostor. V našem okolju je en problem, da je to drago, to ne bo zdaj socialno zavarovanje nam plačalo in je te teste potrebno narediti in jih tudi plačati. No, denar se še zbere, ampak problem je, in to je glavna problem v slovenskem prostoru, da ni zdravnikov, ki bi bili usposobljeni za to, ki bi to prakticirali. Pravzaprav ena zdravnica v Sloveniji je že šla skozi tečaj, naredila to licenco ima, da bi to lahko počela, da je usposobljena za to metodo, ampak tega ne prakticira, vsaj do sedaj ni. No, tu je zdaj, da nimamo zdravnikov in tretja stvar, ki je pomembna, to pa moje opažanje, ta metoda zahteva, kot sem rekel, v 3. fazi, močno spremembo načina življenja, zdrav način življenja. Imamo pa že starejše ljudi, ki nimajo Alzheimerja, ki so recimo gibalno nesposobni, imajo druge omejitve. Da ne govorimo pri Alzheimerju, ko se ti zgodi, da se ne zavedaš več, kako boš ti dobil, kako boš tega človeka motiviral, da bo zdaj vse to počel, kar je treba narediti. Torej je šibak. In tukaj je potem prišla spontano, tega nisem želel, ampak samo pomoč. To je pa zdaj moj prispevek. Če imamo mi človeka, ki je zelo izčrpen in ne more tega programa narediti, bi bilo dobro ga hitro okrepiti na enostaven način, da on vendarle bo potem lahko nekaj naredil. No, bom sam razložil, kako je do tega prišlo. No, sam sem skozi ta desetletja proučevanja prišel do neke metode, ki jo bom sedaj na kratko odpisal. Kaj je? Pomlad življenja, takrat imamo polno energije, zdaj malo slikance, ne mi zameriti, sem enostavno to hotel prikazati. Imamo dovolj energije in takrat si lahko privoščimo in tudi lahko težjo hrano in bolj zahtevne aktivnosti. Ko pridemo pa na jesen življenja,
ne, sonček ne sije več, če rečem tako po domače, in smo v spodnicah in se tresemo od mraza. Kaj takrat ponavadi naredimo? Torej, to ni zdaj povezano z Alzheimerjem. Govorimo o svoji metodi krepitve, bomo videli, da je pa koristna lahko tudi pri Alzheimerjevih bolnikih. Takrat običajno gremo v biotrgovino in prosimo, če imajo kaj zelenega, kakšno spirulino, ribje olje, skratka, po čem povprašujemo? Povprašujemo po esencialnih hranivih, kot so vitamini, minerali, omega-3, to je vse lepo in prav, ampak to predstavlja komaj 4% strukture naših celic. Ne? To je, kot pravim, kot če bi pri peči, mi smo v bistvu ena peč, v nas teče življenjski proces, ki je oksidacija, gorenje na nek način po domače. In ko pridemo do izčrpanosti, pravzaprav, če počnemo samo to, je kot da bi popravljali emajl na tej peči. Ne? Visijo dol vratca, šamot je treba popraviti, skratka je treba popraviti tudi makrostrukture, ker delamo samo na mikrostrukturah, ponavadi imamo regeneracijski efekt šele po 2 do 3 mesecih. No, tega možička pa je treba kompletno obleči, ne samo copatke mu gor dati, kot sem pokazal v prejšnji slikci, in recimo tukaj beljakovine predstavljajo 18% celice, to je makrostruktura. Črevesna biota, ki je sicer pri nas kot gost, ampak ima pomembno funkcijo, predstavlja 10-krat več celic, kot je vseh naših celic. In voda v telesu je antioksidantska in ta predstavlja 70% celic. Skratka, to so mikrostrukture in tega ni bilo možno optimizirati do leta 1977, ko so znanstveniki odkrili tudi neke optimizacije beljakovinske prehrane, tudi črevesne biote in antioksidantov, in potem imamo efekte v 2-3 tednih. No, kaj je zdaj pri moji metodi? Postopoma v 3 mesecih dodajemo najprej beljakovine tipa oka, tukaj ni komercialno ime, probiotike, po 2 tednih še dodamo in potem damo zelo močan antioksidant. In evo zdaj, no, ne bom zdaj nadaljše razlagal, kaj so se ta dopolnila oziroma živila, ampak prišel sem v situacijo, da je gospa doma iz Vrhnike me poklicala, pač nekje je dobila moj kontakt. Njena mati je imela hude težave. Namreč mati živi nekje na Primorskem, jo je šla obiskati, ona, tale mati, če povem ta zgodbo, vse življenje je bila vitalna, stara je 85 let, ampak tam v zadnje leto je počasi pešala. Bila je depresivna, in so mislili, da je depresija to. Cel dan se ni oblačila, ne, bila vedno v pidžami in pač vse ogrnjena samo, ampak so ugotovili, da je dementna. Namreč, kaj se je dogajalo, da se je kar podelala v hlače, včasih kar na fotelj in tudi v predal, torej kar hude stvari, ni vedela več pravzaprav, kaj počne. In takrat tudi ni jemala zdravil, ona je imela diuretike, ni jemala zdravil in so jo komaj rešili na urgenci, ker si je zastajala voda. In hčerka je videla, da pravzaprav je treba nekaj ukreniti. Kaj pa zdaj ukreniti? Ne? Ker zdravniki pravzaprav korenito tukaj še ne znajo pomagati. In pač je klicala mene. Jaz pa v stiski spet, ne? Kako bom zdaj temu človeku pomagal? In tukaj sem potem predlagal to metodo, da pokažem nazaj, to metodo, ki jo pač imam, gre za uživanje enih stvari, kar jih lahko tudi en oslabel. Pri tej metodi pa sem dodal olje MCT na začetku. To so olje srednjeverižnih trigliceridov, ki je že dokazano, da naredi veliko ketonov v krvi in to, če je vzrok sladkor, to je dr. Newportova v eni drugi knjigi, bil sem na predavanju na kongresu v Nemčiji, kjer je ona to predavala, pa sem knjigo njeno dobil, je pomagala svojemu soprogu samo s tem oljem oziroma s ketoni.
Namreč naredi telo iz tega olja, hitro naredi ketone, ki so alternativa za glukozo. V možganih naši mitohondriji so pokvarjeni, ne zmorijo glukoze predelati in če damo mi ketone že v nekaj urah, to je več primerov opisala dr. Newportova, imamo izboljšanje spomina. To se je zgodilo pri njenem možu, sem rekel, če je sladkor, kar je zelo pogosto vzrok za demenco, je prav, da dodamo to metodo tudi MCT olje. No, in tukaj je zdaj tole, da grem na izkušnje te gospe. Prvi teden je imela 1 do 4 žlice olja MCT po 5 tablet oka, teh aminokislin, in hči je mi potem sporočila. Rezultat je bil neverjeten, že po 2-3 dneh je mama prišla iz najhujše demence. Po 1 tednu je začela jemati še FHS in bioprobiotik M, po 1 mesecu je vidno izboljšanje. Samostojno gre na WC, zaveda se, kako hudo je bilo z njo, ni še kuhala, torej daleč od ozdravitve, vendar je prišla v stanje, da se zaveda, da lahko začne neke aktivnosti, ki bi lahko radikalno pomagale. No, in v tem smislu je zdaj, ko sem ji poslal ta navodila, sem rekel, povzel in sem iz knjige, ki je že v slovenščini takrat še ni šla, v glavnem to je bilo tako. Glavne napotke, ki jih dr. Bredesen predpisuje vsem bolnikom, torej ne glede, ali je prva varianta Alzheimerja, druga, tretja ali četrta, nekaterim predpisuje vse, kar se tiče načina življenja, sem jih zbral in jih poslal kot navodila. Te navodila pa dobite v tej knjigi Adio Alzheimer, je posebna tabela, kjer so tudi povzetiti in si lahko tukaj pomagate, dokler nam zdravniki pač ne bojo mogli stati ob strani, ker je treba se zavedati, da je prav, da je medicina konservativna v smislu, da daje varne, že preizkušene stvari, ta pa še ni preizkušena, ampak če nekdo si želi pomagati, lahko tu dobi napotke, kako si sam lahko pomaga. Hvala za vašo pozornost, upam, da je bilo kaj koristnih informacij. V redu, jaz bi se zahvalila za nazorno predstavitev in lahko povem, da taki primeri v knjigi, kot je bila Kristina, je kar nekaj takih podobnih primerov še opisuje dr. Bredesen, tako da lahko najdete kaj koristnega, predvsem za svojce, mogoče tudi zase. Hvala.